Lepo pozdravljeni, moje ime je Roman Demir. V svojem podjetju se ukvarjam s tolmačenjem znakovnega jezika, svetovanjem za tehnične pripomočke in skratka delam s tehničnimi pripomočki za osebe z izgubo sluha. Danes bom na splošno predstavil malo na širše to področje, dotaknil se bom tehničnih pripomočkov, ki se nasploh uporabljajo po svetu, in seveda na koncu potem se bom osredotočil na tehnične pripomočke za osebe z izgubo sluha. Prva najpogostejša, se pravi prilagoditev na delovnem mestu, so običajno prilagojene delovne postaje. Tukaj je mišljeno, se pravi, stoli, mize, ki so prilagodljive po višini, se pravi, stol se lahko pritisne na zavoro, lahko se nastavi skratka glede na različne potrebe. Seveda pa obstaja poleg pisarniškega dela tudi delo v proizvodnji. Tukaj imamo modularne delovne postaje, na primer en tak proizvajalec teh modularnih delovnih postaj je podjetje Minitek, kjer lahko te delovne postaje prilagodijo po potrebi vsakega posameznika, tudi invalidnim osebam, da lahko delo opravlja seveda čim bolje. Potem nov trend, se pravi, ki se pojavlja, verjetno smo že videli Telekomovo reklamo za pametni dom, sedaj so tudi popularne pametne pisarne. To pomeni, da preko mobilnih aplikacij lahko nastavljamo, vključujemo vse aspekte v pisarnah, na primer vklop, izklop luči, nadzorujemo kamero, ključavnice, vtičnice in podobno. Potem pa poznamo tudi nosljive naprave, se pravi naprave, ki jih nosimo na telesu. Na Hrvaškem obstaja podjetje Voice-E, ki je razvil pametna očala, ki poslušajo govor in ta tekst izpisujejo spodaj na steklu očal. Ta tehnični pripomoček je zelo primeren za osebe z izgubo sluha, tako lahko spremljajo pogovor v realnem času. Potem imamo zapestni sprejemnik, ki sprejema, se pravi, ki ga nosimo na zapestju in sprejema opozorilne signale iz okolice, na primer požarni alarm, če je kdo pozvonil na zvonec na vratih in podobno. Če dovolite, bi tukaj delil z vami eno anekdoto. Moja starša sta gluha. Zaradi tega sem tudi postal tolmač znakovnega jezika, zaradi tega sem tudi postal potem kasneje slušni akustik, sem se ukvarjal s slušnimi aparati in kasneje s tehničnimi pripomočki. In ko sem še bil študent, sem velikokrat ob sobotah rad šel ven s prijatelji. In enkrat se je zgodilo, da sem pozabil ključe, moja starša pa sta tisti večer šla zelo zgodaj spat, ob 9 ali ob 10 zvečer, kar se nikoli ni zgodilo prej. In jaz nisem mogel notri v stanovanje. In to je bil velik problem. Nisem jih mogel nikakor obvestiti. Če bi takrat obstajal nek zapestni sprejemnik, bi jih poklical na telefon, pa bi jim lepo zavibriral, jih zbudil in bi mi prišla odpreti vrata. Tako da nekaj sem se naučil iz te lekcije, če že nimam zapestnega sprejemnika, da imam vsaj ključe pri sebi. Tako da to je ena taka, kar sem hotel poudariti iz te moje anekdote, da tehnični pripomočki niso samo za lažje delo, ampak tudi za varnost. Se pravi, tudi za varnost na delovnem mestu, recimo požarni alarmi, trenutni, ki obstajajo. Ne vem, kako so v Sloveniji zdaj, mislim, da zelo malo, da so prilagojeni za osebe z izgubo sluha. In recimo tudi, ko smo videli zdaj v primeru teh poplav, osebe z izgubo sluha niso vedele, da se je sprožil alarm. In so se nekatere družine so se zbudile zvečer, se pravi, ne vem, ob 1-2 zjutraj v poplavljeni hiši. Šokirani, prestrašeni. Ampak dobro, malo zahajam s tem. Skratka, hotel sem samo poudariti, da je varnost tudi pomemben aspekt na delovnem mestu. In seveda imamo tudi FM sistem. FM sistemi se uporabljajo na takih konferencah. Se pravi, FM sistem je en tak sprejemnik, ki ga imajo uporabniki slušnih aparatov in z njim lahko poslušajo zvok naravnost iz mikrofona v njihov slušni aparat, se pravi kot neka brezžična slušalka. In ta sistem v bistvu omogoča, da zaobidemo odmev v dvorani, hrup in druge moteče faktorje, kot ne vem, šepet, pogovor drugih ljudi, tako lahko oseba neposredno razume oziroma dobi zvok iz mikrofona. Na koncu imamo tudi exoskelet, to je sedaj zadeva, ki je v razvoju. Mislim, da so tudi na Inštitutu Jožeta Štefana, da so razvijali to zadevo. Sem bral nek članek, ampak ne vem, kako je potem s tem naprej, kako se je to potem naprej razvilo. V Ameriki je to že
kar v uporabi, se pravi tako za recimo dvigovanje težkih bremen v nekaterih podjetjih. Sekundarna uporaba tega je pa tudi za invalidne osebe, se pravi, ki težko hodijo, se pravi, jim pomaga pri hoji. Potem v pisarnah po večini uporabljamo Windows 11 operacijski sistem. Windows 11 operacijski sistem ima kar precej možnosti, se pravi, kar se tiče dostopnosti, naprimer miško se lahko nastavi, se jo poveča, se pravi, se jo lahko da določene barve, da je bolj opazna, bolj vidna, tipkovnico se lahko prilagodi, se lahko nastavi nekatere bližnjice. Imamo tudi pripovedovalec, se pravi, ki pripoveduje to, kar se dogaja na zaslonu, in prepoznavalec govora. To bomo pa tudi potem kasneje o tem malo povedali. Tako da vse te nastavitve že imate v Windowsu, vse, kar je treba sam poiskati, vtipkati in to zadevo vključiti. Ena taka pogosta funkcija je lupa, se pravi za povečavo zaslona. Zdaj, tisti, ki imate Windows, lahko to sami preizkusite, pritisnete tipko Windows in plus, pa se vam bo povečala ta vsebina na ekranu. Obstajajo še drugi programi, se pravi NVDA je tak lep odprtokodni program, ki se zelo uporablja, je brezplačen, podpira tudi slovenski jezik, omogoča povečavo zaslona in seveda tudi iOS ima tudi posebno zoom funkcijo. Sedaj pri bralnikih zaslona uporabljajo jih osebe z izgubo vida. Taka dva najbolj poznana bralnika zaslona sta JAWS, Job Access with Speech, in NVDA, Non-Visual Desktop Access. Tukaj moram poudariti, ta programska oprema ni vsa prilagojena za slovenski jezik, kar dostikrat vidimo pri se pravi teh aplikacijah, ki jih uporabljamo vsak dan. JAWS ne podpira slovenskega jezika, je pa za angleški jezik eden od boljših na tem področju. NVDA je prav tako zelo dober, podpira slovenski jezik, je odprtokoden in je brezplačen. Bralnik zaslona opisuje, se pravi usmerja osebo, slepo ali slabovidno osebo, po dogajanju na ekranu, se pravi po brskanju po spletu, in s pomočjo tega programa lahko potem se navigira in pride do tistih vsebin, ki jih potrebuje. Za Linux obstaja Orca, za Apple VoiceOver, Narrator v Windowsih in Google ima TalkBack. Potem nadomestne komunikacijske naprave. Poznamo tudi, se pravi, low-tech naprave. Sam sem zelo velik pristaš low-tech tehnologije. Mislim, da je zelo super, sploh ko elektrike ni, zelo prav pride. Recimo te komunikacijske table, ki jih vidite, to so take table s slikicami in najpogosteje uporabljenimi izrazi, in enostavno se dve osebi lahko s pomočjo te table sporazumeta na ta način, da pač pokažete. Se pravi, jaz grem v trgovino, jaz sem lačen in tako naprej. To se uporablja predvsem v bolnišnicah, zelo koristno je pri komunikaciji s tujci, ki ne znajo, se pravi, slovenščine. Potem imamo e-bralec, se pravi, to je, mislim, da najboljši oziroma eden od najboljših sintetizatorjev govora. V Sloveniji prebere vsebino na ekranu in jo pretvori v govor. Alternativa je govornik TTS in potem še projekt Tolmač, ki se je razvijal na Univerzi v Ljubljani na FREE-ju. Potem imamo programsko opremo za pretvorbo govora v besedilo, se pravi, tukaj pa programska oprema pretvarja govor v tekst. Eden od najbolj popularnih programov na tem področju je Dragon Naturally Speaking. Tega sem imel priložnost tudi sam uporabljati na eni delavnici. Ampak ta program podpira samo te večje jezike, kot so angleščina, francoščina, španščina in tako naprej. Zadeva zelo dobro zapisuje, celo do te mere, da jo lahko priklopijo direkt na televizijo in gluhi in naglušni imajo direktne podnapise, se pravi v živo. Tako da ne podpira slovenskega jezika. Na mobitelih imate pa aplikacijo Google Transcribe, ki je zelo koristna. Se pravi, če boste kdaj v stiku z gluho ali naglušno osebo, namesto da pišete, samo odprete to aplikacijo in vam bo vaš govor avtomatsko zapisala na telefon in ga tudi prikazala. Potem imamo Windows Speech Recognition, zopet projekt Tolmač in še Otra AI so neke alternative, ki jih poznamo. Tukaj pa imamo Voice Command opremo,
se pravi, to je pa oprema, s katero diktiramo mobitelu, računalniku, kaj želimo, da naredi. Sam, na primer, uporabljam Google Assistent, precej ga uporabljam v avtu, vendar pa zadeva ni pametna, kar se tiče slovenščine, če hočem povedati, da me usmeri do, se pravi, kakšne lokacije, če so kakšne težke slovenske besede, jih ne prepozna in me hoče usmeriti nekam v tujino. Tako da to je en problem. Da se ga pa zaobiti recimo na ta način, če imamo v telefonu kontakte, recimo, ne vem, če rečem call, se pravi, naprimer, Milica je moja žena, namesto da rečem Milica, lahko v telefonskem imeniku spremenim my wife, tako da rečem potem Google Assistantu call my wife in on bo to brez težav prepoznal, medtem ko če jaz povem, da Google Assistantu, da naj pokliče po imenu, se bo izgubil in bo začel klicati neke tretje nepoznane osebe. Potem brajeve vrstice, to vsebino, ki je na zaslonu, pretvori v brajico. Imamo različne terminale, na Zvezi slepih in slabovidnih imajo seznam vseh dobaviteljev teh naprav. Imamo naprave, ki imajo 40 celic, tudi 80 celic, več celic, kaj je boljše je. Še posebej za delo so pa te zadeve precej drage. Mislim pa, da so deloma tudi krite iz zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Tako da ta vsebina, ki je na ekranu izpisana, se avtomatsko izpiše s pomočjo teh bunkic na tej vrstici. Potem prilagojene računalniške miške. Microsoft ima tukaj zelo dobro ponudbo, kar se tiče tega. Poleg klasičnih mišk ponuja tudi posebne modularne nastavke. Se pravi, to so te modre, ki jih vidite, jih lahko enostavno zamenjamo, ustavimo tisto, katero potrebujemo oziroma ki jo oseba potrebuje, da se bo čim lažje navigirala po računalniškem zaslonu z miško. Tukaj so še neki primeri. Trackball je ena taka zelo klasična. Glasshouse je miška, s katero, ki jo kot očala nadenemo na glavo in potem z usti, z jezikom potem usmerjamo to miško. Big Track je ena taka klasična večja miška in potem še foot mouse, ki jo pa nadziramo z nogami. Prilagojene tipkovnice. Tukaj je klasična prilagojena tipkovnica, le da ima večje tipke na naši levi. Na sredini vidimo tipkovnico brez tipk, se pravi za osebe, ki težje ali pa ne morejo tipkati, lahko s pomočjo teh vrtljivih gumbov pridejo do želene kombinacije črk. Potem imamo še tipkovnico z brajevimi tipkami, se pravi tukaj pač samo gre za to, da so namesto te klasičnih, se pravi črk, da so pač črke v brajici. Tipkovnica za, se pravi enoročna tipkovnica in potem še palična tipkovnica, ki jo lahko uporabljajo osebe, naprimer, ki ne morejo uporabljati rok, se pravi si pomagajo s palico, tako da jo imajo v ustih in potem pritiskajo na te tipke. Sedaj pa smo prišli do teh podnapisov v živo. Zdaj vidim danes, da imamo te podnapise, to je super praksa, upam, da se bo to večkrat uporabljalo na teh konferencah. Mislim, da smo v Sloveniji tukaj še vedno malo za ostalimi državami, kar se tiče dostopnosti na konferencah. Upam pa, da se bo to spremenilo, no. Najbolj uporabljan program je Text on Top, mislim, da se tudi tukaj uporablja, čeprav je to že nova verzija, Text on Tap, in je zadeva zelo enostavna za uporabo. Vse, kar je potrebno, je samo na mobitelu, da poiščete URL adres in že lahko na mobitelu vidite te podnapise, ki so tukaj sproti tipkani. Potem Zoom, se pravi, vsi smo nekako zdaj v tem današnjem času prišli na te sestanke na daljavo. Tudi Zoom podpira to podnaslavljanje, kar se samo priključi in že piše podnapise v živo. Potem imamo še alternative, Google Meet, Teams, Otter. Zdaj, načini podnaslavljanja tukaj, kako zdaj podnaslavljamo, se pravi te konference v živo, to je več teh načinov. Najbolj pogost je klasična QWERTY tipkovnica, imamo tudi posebne prilagojene tipkovnice za hitro tipkanje, recimo to so te ortografske tipkovnice, kot je na primer Velotype, Stenotype.
V Ameriki celo obstajajo posebne 4-letne šole za ta stenotype. Te osebe se potem lahko zaposlijo na sodišču, tipkajo zelo hitro. Tipkovnico so pa narejene tako, da v bistvu ne gre za pritiskanje tipko pa po tipko, ampak v bistvu tipkamo po zlogih. In v bistvu tukaj si prikrajšamo čas, ki ga potrebujemo za izpis vsake besede. Naslednji način podnaslavljanja je respeaking. Tukaj imamo software, ki je posebej natreniran na naš glas. Kajti software v trenutni fazi, se pravi, kar se tiče prepoznavanja glasov, kot sem že prej omenil, še ni tako dober, da bi znal prepoznati vsako besedo, vsak glas, vsakega govorca, če je kakšen šum v ozadju ali kaj podobnega, lahko pride do popačenj in potem posledično do napačno zapisane besede. Zato je tukaj poseben govorec, ki ponavlja vse, kar je povedano, se pravi, naprimer, sedaj trenutno, ko jaz govorim, nekdo bi to vse za menoj ponovil, vendar lepo, počasi in v pravilni slovenščini, zato da ta program lahko razume in to izpiše potem na ekran. In sedaj na koncu je še umetna inteligenca, ki bo počasi zamenjala nekatere poklice, tudi tolmače. Verjetno, ko opazujem te trende, umetna inteligenca že zelo lepo napreduje, kar se tiče podnaslavljanja. Ni še tam, ampak mislim, da v naslednjih 5 letih lahko pričakujemo velike spremembe. Naprave za pomoč pri sluhu. Za naglušne na delovnih mestih lahko uporabljamo posebne telefone, ki so ojačani, so močnejši. Potem požarni alarm je tukaj, ki ima to bliskavico, ki z bliskanjem opozori na nek dim, na nek požar v prostoru. Budilke, ure, se pravi, ki imajo bliskavice. Pa potem še zvonce. Se pravi, kot v mojem primeru, bi bilo dobro, da bi nekaj takega tisti čas imeli doma. In na konferencah se pogostokrat tudi uporablja tale slušna zanka. To pomeni, da se ta mikrofon priključi na ojačevalec in iz tega ojačevalca se napelje po prostoru ena taka zanka. In znotraj tega zanka se formira magnetno polje. In vsak, ki ima slušni aparat in sedi znotraj tega magnetnega polja, lahko na slušnem aparatu vključi telefonsko tuljavo. Se pravi, to je črka T, kot vidite ta oznaka. Če to vidite v kakšni dvorani, to pomeni, da je ta prostor opremljen in če je kakšna gledališka predstava, se pravi dogodek, vi lahko enostavno vključite to funkcijo na slušnem aparatu in poslušate govor naravnost iz mikrofona v vaš slušni aparat. Tako da zadeva je zelo enostavna, ker lahko več uporabnikov naenkrat to uporablja. Naslednja tehnologija je pa tehnologija Roger. V bistvu funkcionira nekako na podoben princip, samo da je brezžična, vendar tukaj moramo imeti za vsako osebo ločen sprejemnik, kar pa prej pri slušnih zankah ni potrebno. Tako da Roger sistem postavimo mikrofon, uporabnik slušnega aparata ima to FM sistem okrog vratu in posluša zvok neposredno v slušni aparat. Potem znakovni jezik ni ravno tehnologija, je pa to jezik, ki je meni zelo blizu. Sedaj najlažje je, če imamo, se pravi, naprimer, če je sodelavec gluh, ki uporablja znakovni jezik, da se tudi mi sami naučimo znakovnega jezika. Seveda to ni vedno možno. V podjetju Dobrovita so me poklicali za kratko, hitro izobraževanje, da se bojo zaposleni lahko boljše sporazumevali med seboj, ker v podjetju Dobrovita mislim, da je zaposlenih približno tam nekje 6 do 7 gluhih oseb. Tako da tukaj moram res pohvaliti to podjetje, res se trudi za dostopnost in mislim, da je eno od redkih podjetij, ki so se odločili za tak tečaj. Kar se tiče tega znakovnega jezika, to je zopet ta low-tech tehnologija, ampak mislim, da je še najbolj praktična, ne rabimo nobenega vmesnika. Prihaja pa zdaj ena tehnologija, ki bo izpodrinila nas tolmače znakovnega jezika. Samo zdaj vprašanje je, koliko bo tukaj nas izpodrinila. V Južni Koreji že uporabljajo avatarje, se pravi, to je računalniško generirana oseba, ki govor ali tekst avtomatsko prevede v znakovni jezik. Vendar tukaj bi lahko rekel, da v kakšnih določenih situacijah, kjer je hrup, kjer so moteči faktorji, kjer je več govora, mislim, da se tukaj umetna inteligenca še vedno lahko zmede in še vedno je, po mojem mnenju, potreba po tolmaču kot osebi. Tako da, to je tudi ena stvar, ki se bo pojavila, vedno več bo tega, tako da na te spremembe se bo treba prilagoditi, navaditi in ja, skratka, tako da
To je nekako v splošnem tole. Če me kdo želi kontaktirati, me lahko kontaktira na info@znakovnikjezik.si. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, želimo sem lep dan, pa srečno.